Dvig najnižjih pokojnin na 442 evrov mesečno in najnižjih pokojnin za polno dobo na 613 evrov je minimum minimuma, ki ga mora ta državni zbor sprejeti v naslavljanju revščine med upokojenci. Gre za dvige vezane na kratkoročne in dolgoročne življenjske stroške. Zaradi teh dvigov nobeden od upokojencev ne bo obogatel. Gre pa vendarle za ambiciozen poskus, da se z revščino upokojencev končno soočimo. Dviga bi koristila 138 tisoč, se pravi več kot petini vseh upokojencev v tej državi, ki živijo v zelo hudi stiski. Najnižja pokojnina ta trenutek znaša 246 evrov. Gospe in gospodje, predstavljajte si, kako je preživeti mesec za 246 evri. Dviga pomenita v najboljšemu primeru za tiste, ki so v najhujši socialni stiski, za skoraj 200 evrov več, s katerimi bo lažje sešiti skupaj mesec. Gre za razliko med tem, ali se nekdo po paket Rdečega križa oglasi dvakrat na mesec ali enkrat na mesec, ali bo nekdo, neka starejša gospa, recimo, jedla za večerjo konzervo mačje hrane ali pa si bo lahko privoščila kruh sveže iz trgovine z pašteto, ki je narejena po meri človeka. Kar nekaj nasprotovanja smo bili v Levici deležni, ko smo vložili ta amandma, še več smo ga bili deležni, ko smo na prejšnji obravnavi k zakonu ta amandma uspešno potisnili skozi mlin državnega zbora. Ključen argument proti temu, da se prednostno naslovi revščino upokojencev, kot to predlagamo, je, češ, da mi levičarji rušimo pokojninski sistem, da je pokojninska blagajna v osnovi zavarovalnica. Gospe in gospodje, pokojninska blagajna ni zavarovalnica. Gre za solidarnostni sistem, na vsezadnje ima javna blagajna smisel ravno in samo, če je vanj vgrajena močna socialna komponenta. Te socialne komponente si nismo izmislili v Levici, ta v resnici že obstaja, mi jo zgolj krepimo. Že sedaj proračun prispeva v pokojninsko blagajno več kot milijardo evrov, se pravi več kot petino sredstev, ki gre za pokojnine. Zelo težko govorimo torej o zavarovalnici, če imamo opravka s tako velikim proračunskim transferjem. Prav tako je v zakonodajo že vpisana najnižja pokojnina za zagotovljeno dobo, mi jo zgolj dvigamo na 613 evrov, se pravi na raven dolgoročnih življenjskih stroškov, pa tudi najvišje pokojnine so že zamejene. Se pravi, neka zavarovalniška ideja, po kateri ti na stara leta iz blagajne dobiš toliko, kolikor si vanjo vplačal, že sedaj v resnici ne preživi srečanja z realnostjo, vendar pa je razporeditev pokojnin, kot je ukrojena trenutno, zelo krivična do tistih, ki s pokojninami ne morejo preživeti, pa naj so delali 40 let ali zgor 15 let. Drugi argument, ki se pojavlja, so finančne posledice, ki bi jih naš dvig pustil na proračunu Republike Slovenije. Gre za 70 milijonov evrov vsako leto. To je drobiž, je pljunek v morje iz vidika javnih financ. Za primerjavo si poglejmo samo aktualni predlog socialne kapice, ki ga je naštrikala vlada Janeza Janše, po katerem bodo javne finance, pretežno ravno pokojninska in zdravstvena blagajna, izgubile 150 milijonov evrov vsako leto. Se pravi, več kot dvakrat toliko, kolikor zahteva spoprijem z revščino med upokojenci, kot ga predlagamo v Levici. Če ob tem 1600 milijonov evrov, kolikor je šlo za reševanje kapitala v PKP zakonih, ali 780 milijonov evrov, kolikor vlada namerava vreči skozi okno za nakupe nepotrebnega orožja, če tega niti ne omenjam. Ampak ko pride do reševanja revežev, do reševanja stisk najrevnejših upokojencev, takrat pa so javne finance kar naenkrat problem, čeprav se sicer dela z njimi kot svinja z mehom, ko gre za podpiranje tujih vojaško-industrijskih kompleksov ali domačih že tako bogatih kapitalistov. Tretji argument nasprotovanja našemu dvigu pa pravi, da je razkorak med absolutno najnižjo pokojnino in med pokojnino za polno dobo prenizek. Sam mislim, da ta
razkorak morda res lahko jemljemo kot prenizkega, ampak to samo pomeni, da moramo vse pokojnine popraviti navzgor, ne pa, da najnižje pokojnine še vedno puščamo globoko pod pragom revščine. Hvala.